smo. Evo, jaz sem se danes odločila, da prižgem kamero oziroma telefon in naredim en vlog. Zdaj se namreč peljeva v Italijo oziroma natančneje v Trst, kjer imam par obveznosti, moram narediti neke vsebine, pofotkati, posnemati, potem moram ene stvari nabaviti, boste šli z mano, da jih prevzamem. Skratka, zanimiv in lušten dan, sem rekla, da malo povlogam, da se malo podružimo in tudi nama delate družbo. Tako da, če vas današnji dan zanima, kaj bova počela, kaj se bova mogoče kaj razvajala, potem glej video naprej. Prispela, zadnji pa morje. To ga je lepo videti, se mi zdi, da sem bila letos toliko malo na morju. Poletje sva namreč preživela v Ameriki, ne vem zdaj, koliko me spremljaš na Instagramu, ampak bila sva od Utaha, Arizone, Los Angelesa, San Francisca in sej dosti držav oziroma krajev ima morje. Nekateri imajo jezera, ampak se mi zdi, da če si od majhnega navajen recimo Hrvaške, ti pa šele to da tisto zadoščenje, ležalnik, plaža, morje, tako da sem prav happy zdajle, da sem tukaj. Skratka, zdajle sledi par minut hoje do tega grada Miramar. Upam, da ne bo dežja, prej malo padal, zdajle pa nehal. Kakšna lepa plaža, mi gremo tjale dol. Tole je pa plaža, sicer zaprta. Tudi poleti mislim, da je tole zaprt, da se ne moreš iti kopati. Je pa prav toplo. Parale, ko se relaksira. Zdaj moram pa poiskati kakšen fotogeničen kotiček, da naredim tudi kakšno fotkico za moj Instagram. Velikrat me vprašate, kako jaz to počnem in evo, kar s telefonom, Rale ga zdajle drži v roki. Samsung Galaxy S24 FE. V bistvu je super, ker ga imaš vedno pri sebi, pofotkaš, ko vidiš kakšno zanimivo lokacijo. Z umetno inteligenco pa tudi poskrbi, da je slika taka ostra in jasna, tako da tudi danes, ki je bolj tak oblačen dan, načeloma ni najbolj idealen za fotkanje, je slika in videoposnetek še vedno ok, ker v bistvu sproti uravnava barve in mu na ta način pomaga. Ej, imam eno idejo, malo gledam vas, malo Raleta. Tale svež rok in sprehod je meni kar malo apetit odprl. Tako da, če si zdajle predlagam, da greva na eno kavico ali eno kosilo, kakšno pico. Kaj prav? Definitivno lahko. Gremo v center Trsta. Delam se, da razumem italijansko. Cel meni je v italijanščini, ampak hvala Bogu je pica isto posod. Buongiorno, sono pronti? Hi! Anche di salmone? Yes, twice, with potato. Cappuccino. Midva sva toliko dobro jedla, da sva rekla, da prija greva domov, da se ustavimo tukaj le še v enem mušnem lokalčku. Dejansko je danes tako toplo, da so brez plašča in so naj prepričali zdajle z nekim cheesecakeom in jabolčnim štrudlom, tako da komaj čakam, vsak čas bo prinesel. Jaz bom pa zdajle izkoristila, da malo že pomontiram, da bo tale vlog, ki ga zdaj ti že gledaš, čim prej na kanalu. In to mi je ful všeč na tem telefonu, ker baterija res drži. Evo, zdajle snimam že kar nekaj časa, mislim, da imam že kar nekaj materijala, pa je baterija na 80%. Ima večjo baterijo in je res idealno takole, če si na poti, ko ne moreš polniti, da dejansko zdrži, a ne? Meni kot youtuberki je to zelo pomembno. For both. Thank you.
Oh, this looks amazing. Thank you. Da vam jaz povem eno zanimivo, sicer Rale glih je, ampak vidva so današnji dan začela tako, da je Rale rekel, da ima danes fasting, kar pomeni, da se je odločil, Da nič ne jem cel dan 24 nič ne ur. bo jedel. Ampak to v praksi ni šlo, ker je moj dragi, če ne je, manj soparen. In so jaz rekla, greva midva čim prej na kosilo. In ne samo, da sva jedla zdaj losos, pa krompirček, midva so v bistvu toliko nagradila, da imava tlele zdajle jabolčni Zdaj štrudel smo že v enih drugih sferah. in cheesecake naročuje pa moj dragi. Tako da, Dobro se mi je slišal, ampak dobro tudi zgleda. Okus je pa tudi bomba, perfektno. toliko fastingu, ne? Zginjali v točno 3 minutah, tako da dobro je bilo. To kot in da Rale ne bo cukra. Anyway, sicer pa dokaz, da če želiš začeti z ustvarjanjem ali videoposnetkov, YouTubea, TikToka, da ne rabiš neke drage opreme, telefon, na katerem in snemaš in montiraš. Frizura, ko te ujame dež, dober je zdržal, ker napoved je bila, da bo dežval. Zdaj greva pa v eno veleblogovnico. Nisem še bila v njej, ampak sem jo naključno našla, da je super za nakupiti italijanske dobrote. Pršut, predvidevam kakšen sirček, testenine, tako da valjda preden greva domov, greva iskat še nekaj za jutri, za kosilo ali pa zajtrk. Zdaj pa res čiše ta zadnji postanek, preden greva proti Ljubljani. Vam naredim en tak mini haul, kaj sva vzela. Svež kruh, gledaj to. Prav popolna kombinacija, da je mehak, hkrati je skorja trda, pa vidite lukance, ta je prav tista prav. Potem pršut, pa zdaj malo popikala, pa sva vzela 2 čipsa. En navaden brez vsega, pa en s tartufi. Tamle dol pa vidim še neke sveže testenine, evo, tudi tartufki pa tele gobice. Lahko zapišete spodaj v komentar, a so vam tartufi ok, ker se mi zdi, da ali jih maraš, ali jih pa sploh ne maraš in ti ne potegnejo. Jaz jih imam rada, ampak da so res čist malo dozirani, ne sme jih biti preveč. Se mi zavil? Mamma mia. Začela sem vlog v avtu podnevi in končujem ga tudi v avtu samo po noči. Luštno sva se imela, našopingirala, zdaj še lučka ugasnila, sita sva. Ja. Tako da, hvala vam za ogled tega videa. Če imate kakršnekoli želje, priporočila, kaj naj probava, kaj naj še posnemeva, zapišite spodaj v komentar. Sicer pa vam želim en prijeten dan in se gledamo naslednjič. Čau, čau!